Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke. Tukaj smo že v 15. oddaji Splet besed, danes sicer z rahlo zamudo, zaradi majhnih tehničnih težav, ampak tukaj smo in danes je z mano v oddaji mladinski pisatelj in pedagog Igor Plohl. Igor, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Kako si kaj počneš te vroče dni? Hvala, sem čisto v redu, trenutno na dopustu, tako da poskušam uživati oziroma čim več kolesarim, raziskujem, malo potujem in se imam prav lepo. In predstavljaš svoje knjige. Tudi. Zdaj, Igor, tebi je v bistvu pisanje neke vrste hobi oziroma druga služba, drugače si učitelj. Kako usklajuješ vso to bero knjig in pedagoški poklic? Res je, po poklicu sem učitelj, zaposlen sem v bolnišnični šoli, ki deluje na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Drugače je pa ta bolnišnična šola del osnovne šole Bojana Jeliha. Tako da poučujem, res je, da sem zaposlen za polovični delovni čas, polovico sem pa invalidsko upokojen kot paraplegik. In nekako moj drugi poklic, oziroma lahko bi rekli, hobi ali pa dejansko sem na nek način amaterski pisatelj, se pa ukvarjam tudi z literaturo. Predvsem se v zadnjih letih posvečam otroški literaturi, otroškim slikanicam. Moj namen in srčna želja je, da bi otroke osveščal o drugačnosti in invalidnosti. Predvsem temu so namenjene te moje slikanice o levorogiju. Igor, jaz sem te povabila zato, ker kot praviš, so tvoje slikanice imajo eno to močno spoznavno komponento ozaveščanja, ampak po drugi strani pa niso zgolj neke dokumentarne slikanice o življenju paraplegika, ampak so pravzaprav leposlovne. Gre za en lik levorogija, ki si ga v bistvu posvojiš, ki ga vzljubiš, tako da so pravzaprav tudi literarne in tudi o tem bova še kakšno besedo tudi rekla danes. Zdaj za vse tiste, ki pa te ne poznajo, pa malo samo bom prebrala toliko, da vidijo, kaj si ustvaril in kaj počneš, pa bova potem razdrla eno lepo debato tudi na temo tvojih knjig. Torej, Igor Plohl. Rojen je bil leta 1979 na Ptuju, odraščal pa je v Vičancih v Slovenskih Goricah. Po maturi leta 1998 se je vpisal na pedagoško fakulteto v Mariboru, kjer je leta 2003 diplomiral in postal profesor geografije in sociologije. V februarju 2014 je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru pridobil naziv magistra znanosti, geografija, področje izobraževanja. Po diplomi se je zaposlil na osnovni šoli Bojana Jeliha in kasneje na osnovni šoli Cankova. Opravljal je pedagoško delo v oddelkih podaljšanega bivanja, bil je razrednik, mentor mladim raziskovalcem, poučeval pa je geografijo in državljansko in domovinsko kulturo ter etiko. V juniju 2008 ga je padec z lestve zaznamoval za vse življenje, saj je postal paraplegik. Po dolgotrajni rehabilitaciji je kljub invalidnosti znova samostojno zaživel. Preselil se je v Lenart v Slovenskih Goricah, kjer živi še danes. Leta 2009 je izšla slikanica Lev-rogi Sreča v nesreči s ilustracijami nekdanjih učencev. Slikanica pripoveduje njegovo zgodbo po nesrečnem padcu. Leta 2012 je izdal avtobiografski roman Ne domišljaj si, ki opisuje 2 leti njegovega življenja po nesreči. Leta 2014 je izšla slikanica Lev-rogi najde srečo. Ilustracije je izdelala Urška Stropnik-Šonc. V začetku leta 2017 je izšlo njegovo prvo literarno delo, ki nima avtobiografskega značaja, mladinska apostolovska zgodba Dogodivščine v Prlekiji. Leta 2018 je izšla slikanica Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah. Leta 2020 pa je izšla slikanica Lev-rogi v Afriki, letos pa slikanica Brez zobi tiger. Založba Holiday House iz New Yorka je leta 2020 izdala slikanico Lucas at the Paralympics in leta 2021 slikanico Lucas Makes a Comeback.
Knjigi sta prilagojeni za ameriško in angleško govoreče območje in temeljita na pravljicah Leo Rogi najde srečo ter Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah. Trenutno je zaposlen kot profesor v bolnišnični šoli. Poleg zaposlitve veliko energije posveča osveščanju otrok in mladostnikov o posledicah poškodbe hrbtenjače in invalidnosti. Po vsej Sloveniji je do konca leta 2020 opravil približno 200 predstavitev svoje življenjske zgodbe in knjig. Zdaj, Igor, najprej bova mogoče izpostavila tvojo najbolj popularno in tudi tebi osebno najljubšo knjigo oziroma serijo knjig o Levu Rogiju. Zdaj, nekaj o tvoji življenjski zgodbi sem že prebrala, dosti pa lahko tudi o tem pove Leo Rogi sam, preko slikanic. Zdaj, prva je Leo Rogi Sreča v nesreči. Tako. Ja, to si napisal v bistvu po nesreči in govori o pač tem, kaj se je zgodilo preko Leva Rogija. Zdaj, če preberemo Rogi nazaj, dobimo tvoje ime, tako da gre dejansko za avtobiografsko slikanico. Ja, res je. Ta avtobiografska slikanica ima zelo zanimivo ozadje. To je moja prva knjiga, ki je nastala po spletu izjemno srečnih okoliščin. Namreč po nesreči, ki me je prizadela leta 2008, so moji bivši učenci na osnovni šoli Bojana Iliha, čeprav dejansko takrat sploh nisem bil več zaposlen na tej osnovni šoli, so zame pripravili dobrodelno prireditev. In ko sem razmišljal, kako se jim naj zahvalim oziroma kako jim naj pravzaprav odgovorim na številna vprašanja, ki se bodo verjetno porajala v njihovih glavah, ko me bodo videli prvič v življenju na invalidskem vozičku, sem se odločil, da jim to sporočim v obliki pravljice o Levu Rogiju. In tako je nastala nekaj dni pred to dobrodelno prireditvijo zgodba o Levu Rogiju, v kateri sem nekako opisal vse tisto, kar se mi je zgodilo. Istočasno sem pa predstavil tudi, kako si pravzaprav želim, da bi se moje življenje na invalidskem vozičku nadaljevalo. Torej, kako želim živeti, kljub temu, da sem pač paraplegik. No, ko si ti videla te ilustracije, ki so jih potem kasneje pri likovnem pouku narisali učenci, in ko si prebrala to zgodbico o Levu Rogiju, si oboje pokazala na založbi Pivec v Mariboru in direktorica založbi Pivec je nekako postala navdušena nad vso to zgodbo, nad slikanico kot tako, in založba Pivec je odločila, da bo to izdala v obliki moje prve knjige. No, in tako je nastala ta slikanica Lev Rogi, katere posebnost je, da so jo ilustrirali moji nekdanji učenci na osnovni šoli Bojana Iliha. Ta slikanica se je potem kar hitro razprodala. Založba Pivec se je odločila, da jo proda v dobrodelni namen. Dejansko so izkupiček od prodaje podarili meni, jaz sem pa polovico tega izkupička potem podaril naprej otrokom oziroma oddelku otroške bolnišnice v Soči. No, in tako se je začela ta zgodba o Levu Rogiju. Ko smo to slikanico nekako razprodali, smo razmišljali, kako naprej, in odločili smo se, da naredimo novo slikanico o Levu Rogiju z naslovom Lev Rogi najde srečo in da tokrat zaprosimo profesionalno ilustratorko za to, da izriše Leva Rogija in da ilustrira to slikanico. No, in tako je nastala tale čudovita, barvita slikanica, ki jo je ustvarila oziroma pomagala ustvariti Urška Stropnik-Šonc, ilustratorka iz Velenja. Njene ilustracije so takšne slikovite, tople, prisrčne, otroci jih ponavadi kar obožujejo. Tudi lik Leva Rogija jim je všeč, kljub temu, da pač prikazuje osebo na invalidskem vozičku. Posebnost te slikanice je tudi njena priloga, ko Rogi postane Igor. Namreč skozi to prilogo lahko učenci ugotovijo, da je zgodba o Levu Rogiju povsem resnična zgodba.
da torej pripoveduje neko, v tem primeru mojo, resnično življenjsko zgodbo. Tako da v bistvu Leo Rogi te spremlja že, mislim, od nesreče kot neke vrste tvoj drugi jaz, drugi otroški jaz. Verjetno je živeti s tem likom malo bolj pestro, oziroma kako ti doživljaš ta odnos med tabo in tvojim likom, ker v bistvu ta lik je skoraj že superjunak. Dejansko je ta Leo Rogi je moj literarni alter ego, ki je nastal po spletu enih srečnih okoliščin in s tem me je tudi izjemno zaznamoval. Ni me zaznamoval samo preko slikanic, ki so nastale o njem, ampak pravzaprav tudi predvsem bi verjetno izpostavil preko predstavitev, ki sem jih opravil. Za mano je zdaj že več kot 200 predstavitev po vsej Sloveniji in se mi zdi, da me mogoče te predstavitve celo zaznamujejo še nekoliko bolj kot same knjige. Velikokrat nastopam celo v šolskih telovadnicah pred celotno šolo ali pa recimo enkrat samo pred nižjo stopnjo, ne? In vsakič so odzivi na zgodbe o Levu Rogiju zelo, zelo dobri. Otroci ga imajo radi, imajo te moje predstavitve. To pa tudi mene napolnjuje z nekim notranjim zadovoljstvom, na nek način tudi ponosom in srečo pravzaprav. Pa recimo otroci na taki predstavitvi so pogumni, si upajo spraševati, recimo sprašujejo kdaj tudi kakšne zabavne reči. Kak je odziv otrok recimo? Marsikaj se dogaja. Marsikaj se dogaja in sicer ponavadi vedno, ko pridem v prostor, kjer me otroci čakajo, v tistem trenutku, ko pridem, vse utihne. Se umirijo in čakajo, kaj bo. Že zaradi moje pojavnosti na invalidskem vozičku, ker sem pač drugačen, ker me ne poznajo, je pozornost v trenutku na meni. Potem običajno, ko začnem s predstavitvijo, pa ko nadaljujem, pravzaprav nikoli nimam prav nobenih težav s pozornostjo. Ker otroke, te moja zgodba, vedno jo popestrim tudi z različnimi fotografijami iz mojega življenja ali pa z fotografijami ilustracij ali pa recimo z zanimivimi videoposnetki, vedno jih preko teh predstavitev tako motiviram, lahko bi rekli, mogoče celo navdušim, da je potem po predstavitvi ogromno nekih rok in bi vsi nekaj vprašali ali pa nekaj povedali. Tisti majhni otroci, predšolski pa prvi razred, oni bi govorili predvsem o sebi, pa o tem, kaj so oni doživeli, pa koga oni poznajo na invalidskem vozičku. Starejši otroci pa že marsikaj zanimivega vprašajo, tako da jih zanima ponavadi, kako kolesarim, ker imam kolo na ročni pogon, pa jih potem zanima, kako zaviram, pa kako šofiram, pa kako se presedem in tako naprej. Ali pa jih recimo zanima kaj drugega, ponavadi kar bolj tehničnega iz mojega življenja. Zadnji 2 leti se mi pa dogaja tudi nekaj zelo zanimivega. Namreč tisti otroci, ki že poznajo zgodbe o Levu Rogiju, pa vejo, da je več slikanic in pravljic na to temo, nekateri izmed njih potem zberejo pogum, pa pridejo po predstavitvi k meni pa pravijo: joj, veste, kaj si pa jaz želim? Da bi še nastala slikanica Leo Rogi hodi. Ali pa jaz si pa želim, da bi Leo Rogi shodil ali pa nekaj takega. Mene ta trenutek potem vedno zelo ganljiv. Ja, saj otroci v bistvu nimajo predsodkov in dosti lažje prideš do njihovih, pa prek njihovih tudi do svojih čustev. Tako da so v bistvu nekako tudi pot v eno iskrenost. In zaradi tega je tudi pač otroška literatura tako dragocena. In zdaj, če bi recimo bila samo slikanica, brez tega neposrednega stika, najbrž tudi ne bi bilo enako. Ja, zagotovo. Jaz se sicer vedno trudim popestriti te moje slikanice in poleg ilustracij ponavadi v slikanico damo še kakšno prilogo fotografij,
ali pa ustvarimo kakšne zanimive videoposnetke, pa jih naložimo v kanal YouTube. Namreč Lev Rogi ima tudi svoj YouTube kanal in če kaj zanimivega, potem to naložim tam. In včasih dobim kar dober feedback staršev, ki jih potem zgodba o Levu Rogiju navduši ali pa njihove otroke in potem še grejo na internet hitro brskati, kje bi še kaj našli. Zdaj, rekla bi, da so tvoje knjige pravzaprav uspešnica. Glede na, pač na naklado, mislim na ponatis, recimo, danes je v založništvu težko neko slikanico recimo plasirati na način, da pač res gre, da se prodaja. Najbrž je tukaj tudi tematika, ker pravzaprav o tematiki invalidnosti ni kaj dosti literatura, celo pa ne otroške. Zadnja leta se sicer to spreminja in imamo tudi vedno več literature na temo drugačnosti, tudi na temo invalidnosti. Res pa je, da sem na nek način tu našel tudi eno tržno nišo, predvsem na področju gibalne oviranosti. Recimo na temo paraolimpijskih iger tudi ni bilo neke literature v slovenščini. Jaz se nisem zasledil niti v tujih jezikih, tako da smo na nek način z to problematiko osveščanja o športu invalidov začenjali ravno mi z to slikanico Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah. Ta je še posebej letos aktualna, ker smo v letu olimpijskih in paraolimpijskih iger. Jaz mislim, da otroci nimajo predsodkov, tako kot si rekla, pravzaprav do nobene stvari v življenju. Vse se jim zdi nekako normalno in dostopno. Ničesar ne zavračajo a priori in tudi teh tem ne. Se mi pa vseeno zdi pomembno, kako predstavljamo invalidnost v tem primeru otrokom. In osebno se mi zdi, da smo predvsem pri slikanicah je izjemno pomembna ilustracija in tu se mi zdi, da smo zadeli z Urško Stropnik-Šonc, ker zna narediti tudi like, ki recimo nosijo proteze, ki so slepi, ki so na invalidskih vozičkih, potem like, ki nastopajo v teh slikanicah, pa so recimo brez okončin. Zna nas slikati na tak način, da so pa kljub temu otrokom privlačne in da v njih ne vzbujajo pomilovanja. Torej, moja literatura, moje slikanice ne vzbujajo pomilovanja, vsaj jaz mislim, da ne, in mi to veliko pomeni, ker si kot invalid tudi sam tega ne želim, ne od odraslih in ne od otrok. Torej, pomilovanje je nekaj, proti čemur se želim boriti. In dober recept za to so ilustracije, ki to omogočajo. Ja, se dejansko so ilustracije tudi nekoliko humorne, v bistvu so vesele, čeprav gre pravzaprav za težke teme. Ja, za težke teme, ampak na pravilen način jih približati otrokom se mi tudi zdi zelo pomembno in tudi, mislim, tudi s tvoje strani kot avtorja, recimo, je velik prispevek na splošno že v družbo, da se izpostaviš in da v bistvu vložiš toliko energije v en ta stik z ljudmi, ker najbrž to tudi ni vedno najbolj enostavno. Ja, včasih mi kdo reče, ko mu povem, koliko dela imam z eno slikanico, ne? Ker jaz kot avtor sodelujem pri projektu nove slikanice, res od čisto samega začetka do samega konca, do zadnje pike in vejice, želim biti zraven in želim biti vključen v to. In če tako delaš neko stvar, ti to res vzame veliko časa in je treba vložiti tudi ogromno truda, ne. Zato, da je nastal recimo Lev Rogi v Afriki, smo potrebovali slabo leto in tu je bilo ogromno to je vloženega ogromno enega dela. Jaz tudi ilustrator, ki več ne prepuščam prostih rok pri ilustracijah, ampak se vedno sedemo pa temeljito pogovorimo, pa vedno naredim načrt, kaj si želim, katere teme naj obravnava, kako jih naj obravnava, kako jih naj nariše. Tako da, ja,
z slikanicami je kar veliko dela, pa si človek ne bi mislil, ne? Ker marsikdo reče, ja, kaj, na knjigica pač, ne. Ja, predvsem ta uskladitev, recimo med avtorjem in med ilustratorjem, ker v bistvu lahko imaš kot avtor zelo različne, recimo, poglede na določeno temo in jih obravnavaš tudi z nekimi različnimi prijemi. In če tukaj verjetno prije do nekega nesoglasja med avtorjem in ilustratorjem, najbrž ni ravno najbolje. Ponavadi jaz ilustratorkam, do zdaj sem sodeloval z dvema ilustratorkama, sem jima vedno prepustil naslovnico pa notranjo naslovnico. Torej zunanjo in notranjo naslovnico sem prepustil popolnoma njima in njunemu navdihu, vse drugo sem se pa vtikal. Ravno zato, ne, da besedilo res odseva sam tekst, da je vsebinsko neka zaokrožena celota, in da dosežem tisti cilj, ki si ga želim, to je pa predvsem osveščanje otrok. Ja, vse tvoje slikanice recimo niso zgolj poslovne, ampak imajo tudi eno močno dokumentaristično vrednost. Zdaj recimo prej si omenil slikanico Lev Rogi v Afriki, s katero je bilo ogromno dela. Zdaj, največji del je bil verjetno iti tja sploh, ne? Ja, če dovoliš. Ja. Ta slikanica Lev Rogi v Afriki je, se ne vem, če si smem dovoliti to kot avtor, ker bi mi verjetno morali biti vse slikanice najljubše, ampak to mi je v resnici najljubša. Lev Rogi v Afriki mi je v resnici najljubša, je tudi povsem avtobiografska, nastala je na podlagi resničnih dogodkov, namreč v oddaji Dan najlepših sanj so mi uresničili veliko življenjsko željo potovati v Afriko, v živo videti Kilimandžaro in se srečati z Masaji, in to mi je leta 2019 tudi potem čisto zares uspelo. Na podlagi te osebne, fantastične izkušnje je nastala slikanica, ki prikazuje to mojo pot v Afriko, ki ni bila kar tako, ki je bila zahtevna in avanturistična in v nekem trenutku tudi nesrečna, ker so mi na poti tja na letališču izgubili torej moj invalidski voziček, tako da, ko smo prispeli na cilj v Tanzanijo, smo prispeli brez invalidskega vozička. To je bil kar šok in katastrofa. Ja, to pa verjamem, da je bil šok. Ja. Ampak se je potem srečno končalo, tako kot se v slikanici spodobi. No in seveda so v Afriki nastale tudi čudovite fotografije tega mojega potovanja, srečanja z Masaji in ogleda mnogih velikih afriških živali v narodnih parkih. In zdelo se mi je prav, da to slikanico obogatimo tudi z temi fotografijami, pa tudi z nekaj videoposnetki tega mojega fantastičnega potovanja, ki so prav tako na voljo na internetu, na YouTube kanalu Lev Rogi. Zdaj, glede na to, da si geograf, si verjetno že prej nekako ljubil potovanja in Ja. tako da. Dejansko sem si vedno želel potovati kot geograf. To je bila moja velika želja, nekako spoznati ta svet, si ga čim bolje ogledati. Ampak mi je potem ta nesreča preprečila to moje potovanje po svetu. No, vidiš, včasih se pa v življenju vseeno uresničijo tudi kakšne skoraj nemogoče sanje. Namreč v narodnih parkih sem bil kot eden izmed izjemno redkih paraplegikov. Celo v Masajski vasi sta bili pred mano samo, mislim, da 2 ali 3 osebe na invalidskih vozičkih, pa noben izmed njih ni bil paraplegik, ne. Tako da sem mogoče rezal tudi neko ledino in s pomočjo te slikanice in te moje dogodivščine bo mogoče dobil še kak drug paraplegik navdih, da je mogoče potovati tudi na takšno eksotično potovanje, kot je safari. Saj pravzaprav ni osveščanje samo pač drugih, ki nimajo te izkušnje, ampak je v bistvu tudi motiviranje tistih, ki imajo to izkušnjo in morda čutijo neko oviro zaradi tega.
Ja, sigurno. Izjemno vesel sem, ko na kakšno mojo predstavitev pridejo otroci s posebnimi potrebami. Kar nekajkrat se mi je zgodilo, da so recimo prisostvovali otroci na invalidskih vozičkih in takšne srečanja so potem še posebej zanimiva oziroma navdihujoča, pa ne samo zame, ampak tudi se mi zdi za njih. Ja, vse literatura je ena izmed, sploh se ne zavedamo, koliko moči lahko ima neka zgodba, in najbrž niti nikoli ne bomo vedeli, koga smo se dotaknili zdaj za tem, za svojim delom, za svojim ustvarjanjem. Nekaj sicer izvemo iz publike, iz neposrednega stika, ampak večino pa je prepuščeno pač bralcu, ker med avtorjem in bralcem je pravzaprav bariera, ker nikoli ne izveš, na kak način in kdaj si pravzaprav se koga dotaknil, ker je pač branje en tak proces intimen. Včasih se zgodi, da dobim kakšno res dobro povratno informacijo, ampak to so kakšni prijatelji ali pa znanci, predvsem iz Lenarta, kjer živim, ki mi potem povedo, da zdaj pa je moj otrok začel z levom rogjem v Afriki in zdaj sploh ne beremo nič drugega, kot samo tega leva rogja v Afriki. Že 14 dni samo pred branjem, pred večerjo, oziroma pred spanjem pravzaprav, pred spanjem moramo brati in poslušati leva rogja v Afriki in gledati fotografije in potem sledi še 1000 vprašanj. Zakaj je to tako, pa zakaj... Tako da tu pa tam pride kakšen feedback do avtorja. Ponavadi skoraj vedno pridejo samo pozitivni, verjetno so kje tudi še kakšni kritični, ampak ti ne pridejo do mene. Bi si jih pa pravzaprav tudi želel, zato ker se mi zdi, da je pomembno, da se trudimo postati vedno boljši, da ne ponavljamo napak, ki smo jih delali na začetku. Jaz osebno sem se v tem procesu izdajanja otroške literature v teh 10 letih ogromno naučil. In danes bi se lotil slikanice Levrogi sreča v nesreči drugače, kot sem se jo takrat. Ja, ampak dejansko ima pa nek svoj čar tudi na ta način, na katerega je bila narejena. Ker v bistvu takrat bi pa izgubil spet nekaj drugega. Res je, imaš prav. Ja. Res je. No, meni se zdi zgodba o Levu Rogiju res pač taka ena življenjska zgodba enega lika, tako da upam, da bo še kam potoval Lev Rogi, tako da mogoče načrtuje? Ja, Rogi načrtuje potovanja, absolutno, ampak še pred potovanji načrtuje eno slikanico že 3 leta, ki je bila vedno potem ki je vedno potem pristala na drugem mestu zaradi drugih stvari, s katerimi sem se ukvarjal v življenju. In sicer je to slikanica Lev Rogi premaguje ovire. Že 5 let sigurno nosim v sebi idejo, kako otrokom približati arhitektonske in druge ovire, s katerimi se srečujemo gibalno ovirani invalidi v vsakodnevnem življenju. To so recimo prestrme klančine, potem stopnice, potem invalidska parkirna mesta, ki jih ni ali pa so na neprimernem mestu ali pa so zaparkirane recimo. Kup enih težav v vsakodnevnem življenju se pojavi, ko si enkrat na invalidskem vozičku in zdi se mi prav, da se o njih osvešča tudi otroke, čeprav otroci seveda za te arhitektonske ovire niso čisto nič krivi oziroma so najmanj krivi na celem svetu. Ampak tudi ti otroci bodo enkrat zrasli, pa bodo mogoče preko take slikanice vedeli, zakaj invalidi potrebujemo posebna parkirna mesta. Da jaz, ki sem na invalidskem vozičku, se ne morem presesti v avto na običajnem parkirnem mestu, ker je enostavno preozko, ker ni dovolj prostora, da bi zložil voziček pa se presedel. Potem bodo ti otroci nekoč tudi zrasli in bodo mogoče načrtovali okolje, v katerem živimo, tudi gibalno ovirani ljudje. Nenazadnje pa te moje slikanice berejo tudi njihovi starši. Slikanice berejo otroci starši. In marsikdo od staršev mi pove, tega pa tudi sam nisem vedel,
ali pa neverjetno, kaj vse zmorete invalidi, ko berejo recimo slikanico Rogi Nedi na paraolimpijskih igrah. Tako da te slikanice ne osveščajo samo otrok, dejansko v veliki meri osveščajo tudi njihove starše. Ja, kot praviš, res je, sama tudi prej nisem pač ni mi bil blizu recimo nobeden gibalno oviran, nisem niti razmišljala o tem, ampak pač preko tebe sem potem ene stvari začela opažati, zdaj še bolj pa, ko sem imela recimo otroka, pa imaš tudi voziček in ne moreš priti sem, ne moreš priti tja, voziček puščaš zunaj, tako da verjamem, da se pojavi en kup ovir, ki ti dejansko lahko kar zagrenijo dan. Tako da Leo Rogi mislim, da dela svoje poslanstvo tudi na ene take perfidne načine in se mi zdi čudovito, da se to počne preko takih zgodb, ki so v bistvu pozitivne, ampak vseeno na nek nežen način podajo neko kritiko in mogoče res v prihodnosti potem izboljšajo svet. Takšna je tudi ta nova pravljica Leo Rogi premaguje ovire, z njo sem imel največ problemov izmed vseh pravljic, ki sem jih napisal. Mi je ta povzročala največ sivih las, nastalo je menda skoraj 10 variant in nič ni prav funkcioniralo, šele po velikih mukah sem uspel izroditi eno zgodbo, ki funkcionira. In je zdaj trenutno pri Urški Stropnik-Šonc, tako da nastajajo ilustracije. Upamo, da bo naslednje leto slikanica pripravljena za svet. Ja, mislim, meni se zdi to en tak čudovit opus, predvsem, kot praviš, zato, ker enega lika že poznaš, ker Rogija že poznaš, veš, kdo je in seveda te tudi zanima, kaj bo potem z njim, ne? Ker pač že tvoj prijatelj. Mislim, da tudi otroci na ta način doživljajo pač like, da se na nek način nanje celo malo navežejo. Tako da, ne vem, Leo Rogi je res en tak super junak. Zdaj, Igor, kaj pa recimo pred nesrečo si že takrat pisal ali te je pravzaprav to poneslo literarne vode? Torej, neko željo pisati sem pravzaprav imel, ampak mi ni prav dobro uspevalo. V osnovni šoli se spomnim, da sem izjemno rad bral 5 prijateljev, Enid Blyton. To je, mislim, da knjiga, to so verjetno knjige naše generacije. Ja. So, ne? In takrat sem začutil neko željo, da bi tudi sam napisal nekaj takega. In ko sem sestavil nekaj strani, sem ugotovil, da je za nič in da očitno nimam talenta, tako da sem takrat to pospravil na stran. Ampak ta želja je v meni potem še kar nekaj časa tlela, tako da sem znova poskusil, ko sem delal na osnovni šoli Bojana Iliha. Takrat sem namreč začel za otroke pisati tudi pravljice. Bil sem v podaljšanem bivanju 2 leti, pa sem imel kar takšen zahteven razred, ki pa so radi poslušali pravljice. In po kosilu smo imeli vedno čas za pravljice. In na začetku sem te pravljice prebiral, potem pripovedoval. In ko sem bral te naše slovenske pravljice, se mi je zdelo, da bi pa mogoče tudi jaz lahko kdaj kako napisal, da pa niso take vse vrhunske mojstrovine, da se ne bi dalo kaj podobnega tudi samemu sestaviti. No in potem sem začel takrat v času podaljšanega bivanja pisati pravljice in jih pripovedovati otrokom. Lotil sem se znova tudi ene zgodbe v stilu 5 prijateljev in to, kar je nastalo, pokazal takratni knjižničarki na osnovni šoli Bojana Iliha, pa mi je rekla, joj Igor, veš kaj, ti se raje kar drži svojega prvega poklica, drugega pa pusti profesionalce. No, ampak kaj jaz vem, življenje se včasih prav nenavadno zasuče in tako se je za to nesrečo zasukalo tudi meni, da je nastala ta zgodba o Levu Rogiju in ta prva slikanica. Ta želja napisati mladinsko pustolovsko zgodbo pa je potem v meni še vendarle žarela in izžarela v nekem trenutku, ko sem leta 2017 izdal mladinski pustolovski roman Pustolovščine v Prlekiji. Ta pa pripoveduje zgodbo 3 prijateljev iz Gorenjske,
ki preživijo počitnice v mojih domačih krajih, torej v Prlekiji, to je okolica Velike nedelje, in tam se seveda zapletejo v nepozabno življenjsko pustolovščino, kot se za dogodivščine v stilu Enid Blyton spodobi. Tako da je potem končno nastala tudi ta knjiga. Zaznamovala me je pa seveda tudi Ne domišljaj si, to je pa avtobiografski roman. Ta pa opisuje 2 leti mojega življenja po tej usodni nesreči. V tej knjigi pripovedujem predvsem o mojem najtežjem življenjskem obdobju po nesreči v času rehabilitacije v mariborski bolnišnici, pa kasneje v bolnišnici Soča. V prvem delu, v drugem delu pa se osredotočim predvsem na to, kako sem se potem znova postavil na noge v prenesenem pomenu besede, kako sem kljub invalidnosti znova začel upravljati svoj poklic, kako sem začel voziti avto, kako so mi pravzaprav prijatelji kupili avto, kako sem se preselil na svoje in povsem neodvisno in samostojno zaživel v Lenartovih Slovenskih goricah, kjer še danes živim. Marsikdo, ki to zgodbo prebere, pravi, da ga je globoko pretresla, zato ker v njej na en takšen neposreden, iskren način spregovorim o vseh tistih težavah, ki prizadanejo nekoga na invalidskem vozičku po poškodbi hrbtenjače. Tu ni samo nezmožnost hoje, tu so tudi različne nevropatske bolečine, nezmožnost normalnega odvajanja urina in blata, potem še marsikaj drugega, odsotnost senzibilitete in tako naprej. Tako da priporočam to knjigo vsem, ki se v življenju soočajo tudi s kakšnimi težkimi trenutki, ker bodo spoznali še marsikaj drugega, torej ker bodo spoznali še neko drugo življenjsko zgodbo, ki je mogoče celo težja in bolj usodna od njihove. Ja, saj ta roman je, mislim, da bi ga mogel vsak prebrati, ker se dejansko nekako prinaša v zavest tudi ta koncept ene samoumevnosti telesa oziroma telesnih funkcij. Dejansko se res ne zavedamo, kaj pomeni živeti telo in ne vem, sama sem preko te knjige pač tudi ene stvari problematizirala, ki jih prej nisem, tako da se mi zdi že z tega vidika vredna branja, da dejansko dobimo eno novo zavest o tem, da je pravzaprav blagoslov, da funkcioniraš. Mislim, Igor, ti iskreno si me tudi zelo presenetil, da si bil sposoben napisati tak roman, ker za tak roman je potreben talent, kot si rekel, da je knjižničarka rekla, da ga nimaš, ne, ampak ni samo delo, ampak dejansko kar z lepega napisati roman je pa tudi en dosežek. Kako je bilo? Je bilo mukotrpno delo verjetno to? Ja, 1 leto sem sigurno delal na tem romanu. Najtežje je bilo začeti, ampak potem se mi zdi, ko mi je beseda stekla, je kar stekla, ni bilo več nekih težav. In sem ga potem kar relativno hitro tudi dokončal. Moram pa reči, da pa danes tudi čisto drugače gledam na literaturo kot takrat, ko sem recimo študiral ali pa ko sem hodil še sam v srednjo šolo. Zavedam se veliko bolj, kaj pomeni pravo leposlovje, kako zahtevno je pravzaprav delo avtorja, sploh takšnih knjig, kot so romani. Zato je potreben talent, pa tudi izjemno veliko truda in dela. Tako da res vsaka čast vsem slovenskim avtorjem, ki uspejo ustvariti literarne mojstrovine. Pravzaprav Prekmurju nekako sem vedno znova navdušen na seveda Ferija Lainščka, ki
ki je pravi mojster. Ja, in tudi deloholik na nek način, ne? Ker kot praviš, pisanje romana je delo, mislim, to Absolutno, je res kot absolutno, ne. neka kot zahtevna služba. Če že recimo slikanico delamo 1 leto, ne, seveda včasih bolj intenzivno, drugič manj, je treba za roman še veliko več truda. Kaj pa pri tej pustolovski zgodbi, si mogoče tukaj tudi izpostavil domači kraj z namenom, da ga tudi približaš mogoče mladim bralcem, pa mogoče v njih zbudiš eno željo po raziskovanju recimo domačih krajev, ker vemo pač, da mladih ravno najbolj ne zanimajo kraji, od katerih izhajajo, ampak bolj druge stvari, potem, ko grejo študirati, pa pač nekako se odcepijo oziroma težko najdejo potem nazaj neko, ne vem. Ta mladinski pustolovski roman sem namenoma postavil v moje domače kraje, prvič iz razloga, ker jih pač sam zelo dobro poznam, ker sem tam odraščal, vanj sem vpletel številne legende, ki sem jih poznal o teh krajih. Gre seveda za domišljijsko delo, tako da vsega vendarle ne gre verjeti, kar je tam zapisano. Pa v tej knjigi je zelo očitno tudi to, da sem geograf po duši, da mi narava veliko pomeni, da rad potujem, da v naravi vidim mogoče nekaj drugega kot nekdo, ki geografija ni tako blizu, kot je meni. Kaj pa recimo kot bralec? Si tudi ljubitelj recimo tovrstnih knjig, ki raziskujejo, ne vem, kakih potopisov, pa ne vem, pričevanj o kakih pohodih ali pa gorništvo? Tudi, ampak mogoče ne toliko, kot sem bil v preteklosti. Zdaj, v zadnjih letih me nekako vedno bolj zanima res kvalitetno leposlovje, tako da berem predvsem to. Nekako se sam pri sebi intenzivno ukvarjam, kdaj je neka knjiga res kvalitetno leposlovje, pa kdaj to ni, recimo, ne? In kako mogoče priti iz knjige, ki ni, do knjige, ki je. Ta proces me ves čas zaposluje, s tem se recimo ves čas nekje tak počasi v ozadju intenzivno ukvarjam. Tudi knjige danes berem na čisto drugačen način, kot sem jih v preteklosti. Manjka mi ta literarna izobrazba, recimo študij kakšne slavistike bi mi v tem primeru prišel zelo prav, ali pa kakšne mogoče celo v tujini študij kreativnega pisanja. Tako da se učim in upravičeno lahko rečemo, da sem sicer amaterski pisatelj ali pa da je pisateljevanje moj hobi, se pa trudim. Saj dejansko je tukaj težko je tukaj določiti mejo, ker recimo pri nas za pisatelja oziroma za pač ta naziv pisatelja ne potrebuješ nobene šole oziroma nobenega študija, pač pisatelj si, ko napišeš knjigo. Zdaj, če si napisal eno knjigo, ki ima 5 vrstic ali pa 100 romanov, se pač isto lahko pač tretiraš kot pisatelja, tako da verjetno je pri nas tudi težko reči, zdaj, kdo je amaterski, kdo je profesionalni, zdaj mogoče tisti, ki živi od tega, ampak priznajmo si, redko kdo živi od tega. Ja, res je, tudi jaz ne bi mogel živeti od tega ustvarjanja. Nekako potrditev tega mojega dela je bila nazadnje včlanitev v Društvo slovenskih pisateljev. Letos spomladi sem se odločil, da dam vlogo, tudi iz enega takega firbca, če me bodo sprejeli ali ne, če sem dovolj dober za društvo ali ne, čeprav ne poznam zelo dobro teh kriterijev. Malo sem si prebral, kdo je v komisiji, pa kako prideš tja. In so me sprejeli, tako da. Tako da očitno si pisatelj. Očitno.
No, saj v bistvu po eni strani je en dosežek ta včlanitev, ker ne more vsak se včlaniti. Mislim, da je tudi odvisno od enega odziva medijev. Greš čez neko sito, ne vem sicer, kako velike so tiste reže v tem situ, kako z lahkoto padeš skozi ali ne, to ti ne znam povedati, ampak no, jaz sem prišel skozi, sicer nekaj velikega od tega članstva, ravno ne pričakujem, bolj mi je bilo zanimivo dobiti ta feedback. No. No, pa zagotovo imaš v načrtu ustvarjati, tako da že z tega vidika, če imaš, ne vem, neke načrte za naprej, je verjetno tudi smiselno, da gradiš tako korak za korakom tudi eno kariero na ta način, da se vključuješ tudi v ene kroge, ki mogoče se s tem ukvarjajo. Ne vem, zdaj, kar se tiče učenja, pisanja, so morda tudi zanimive kakšne delavnice kreativnega pisanja. To sem se ravno letos v času korone udeležil 2 takih delavnic, ker je pač predstavitev na žalost ni bilo skoraj nič in sem imel za to kar več časa, tako da sem se udeležil enega tečaja kreativnega pisanja pri Roku Sandi. On je dramatik, ki je študiral v Angliji kreativno pisanje na fakulteti, ki se prav profesionalno ukvarja s tem oziroma izobražuje bodoče pisatelje. Tako da ta njegova izkušnja mi je bila silno zanimiva, sem se kar veliko naučil, se mi zdi. No, udeležil sem se pa tudi tečaja pisanja pri Tonetu Partliču. Tudi malo pred tem, on je pa tudi kot avtor izjemno zanimiv, tudi cenjen in njegove delavnice so bile temu primerno zanimive in pestre, tako da je bilo zanimivo sodelovati na njih. Se verjetno od vsake izkušnje nekaj odneseš. Nekaj, absolutno, čist, ja. Ampak potem seveda moraš spraviti vse to v nekaj konkretnega. Igor, si imel tudi mogoče pri spopadanju z svojo težavno izkušnjo v življenju tudi sam kakšno uteho, recimo v literaturi, si morda naletel na kakšno knjigo, ki ti je pomagala čez to? Takrat sem pravzaprav bolj bral literaturo, ki deluje na področju samozdravljanja, meditacije. Omenil bi recimo knjige od dr. Joe Dispenze, recimo Placebo ste vi, ali pa kakšne druge knjige z podobnega področja, torej knjige, ki govorijo predvsem o premagovanju življenjskih težav, o iskanju nekega notranjega potenciala za samozdravljenje in tako naprej. Te knjige so mi bile takrat blizu, nisem pa bral kakšne druge podobne življenjske izkušnje, da bi navdih iskal potem v tem, to pa ne. Moje življenje je zaznamovalo toliko dobrih prijateljev, pa toliko nekih čudovitih naključij, pa tudi pravzaprav dogodkov, ki so mi omogočili, da sem zbral to notranjo energijo boja s posledicami nesreče in na nek način kvalitetno zaživel. Ta tvoja poteza, ko si pokazala ilustracije Leva Rogija pri založbi Pivec, me je izjemno zaznamovala. To je bil verjetno trenutek, ki mi je spremenil življenje. Absolutno. Če tega ne bi bilo, vprašanje, če bi danes obstajali Levi Rogiji. Bog ve. Se velikokrat vprašam. No, me zelo veseli, da sem dala en tlakovec k tej poti. Tako da hvala, Igor, tudi da si to izpostavil.
tudi je lepo slišati nekaj tako pozitivnega, ker pač vem, da bo Leo Rogi svojo pot nadaljeval. Tako da, mislim, z veseljem sodelujem še naprej pri Levu. Vse tudi zato sem te danes povabila, ker me je dejansko tudi zanimalo, kam potuje Leo Rogi, pa ne samo Leo Rogi, to je zdaj malo metaforično, ampak pač celoten tvoj opus. Me pa tudi veseli, da poleg Leva Rogija in pač knjig za odrasle, ti paš tudi še na ene druge terene. Recimo letos je izšla slikanica Brezzobi tiger. Prej je nisem poznala, tako da je to tudi odkritje zame, je pa verjetno čisto nova na trgu. Ja, ta je čisto sveža, ta je šla prejšnji teden, nastala je pa po naročilu. In sicer so me lansko leto v Državnem svetu Republike Slovenije prosili, če bi lahko naredili slikanico, ki bi nekako otroke ozaveščala o moči argumentiranega ugovora. Državni svet kot institucija je institucija interesnih skupin, ki nimajo neke prave politične moči, lahko pa recimo nekomu, ki odloča, torej v tem primeru Državnemu zboru, izglasujejo veto oziroma nekaj argumentirano oporekajo. Ne? In njihova želja je bila torej otrokom predstaviti to tematiko na en leposloven, čisto njim primeren način. In tako je nastala slikanica o brezzobem tigru, Svetinu, in troglavem zmaju Ljubu. Govori pa o deželi pod Triglavom, in sicer govori o troglavem zmaju Ljubu, ki je v tej deželi popolni vladar, torej odloča pravzaprav o vseh pomembnih stvareh, ki se tičejo življenja živali v tej deželi. Nihče si mu ne upa oporekati, razen tigra Svetina, ki je pa njegov nekako svetovalec, bi lahko temu rekli. Ne? Ta lik tigra Svetina je zanimiv tudi z zornega kota naše preteklosti. Namreč lansko leto, ko sem potoval po Notranjskem, sem obiskal tudi Notranjski muzej Krasa in tam so mi povedali, da so pred kratkim našli na našem ozemlju zob sabljastega tigra, sabljezobega tigra, kar dokazuje, da so v času ledenih dob, v tistih toplejših obdobjih, na našem ozemlju živeli tudi tigri. Torej, ta tiger ni čist iz domišljije vzeti lik v deželi pod Triglavom. Ne? Dejansko so tigri to pri nas res, res je, da daleč nazaj, so res hodili. Ne? Zato je res zanimivo naključje. Res zanimivo naključje, ne? Kot da bi ga nekdo položil na pot. Zmaj pa seveda tudi ni naključen lik. Ne? Vsi vemo, da je politični center Slovenije Ljubljana, tam se odloča o vseh pomembnih stvareh, mogoče celo veliko bolj, kot bi si to želeli. In kaj je simbol Ljubljane? Seveda zmaj. Ne? Tako da zgodba govori o zmaju in tigru in v nekem trenutku zmaj odloči o eni zelo pomembni zadevi, ki se tiče čisto vseh živali v tej deželi pod Triglavom, povezana je z problemom vode. Namreč želel sem vključiti nekaj tudi takšne aktualne problematike, kot so podnebne spremembe in pomanjkanje vode. No in zmaj tu odloči o neki zelo pomembni zadevi, v dobri veri pa dejansko slabo. In živali se mu uprejo, ampak nobena se ne upa neposredno povedati tega, kar si mislijo zmaju, zato vse hodijo na pomoč k tigru Svetinu. In tigru potem na koncu res uspe prepričati zmaja, da spremeni svojo odločitev s pomočjo argumentov. Igor, lahko rečem samo en stavek, kako zelo aktualno. Mislim, pravi čas je pač za to vrstno slikanico. Mislim, da vsi vemo zakaj. Vsi živimo v tem svetu, vsi se zavedamo, v kakšnem sistemu živimo in seveda vsi vemo, da nam ravno ta moč argumentiranega ugovora manjka na eni poti do boljšega sveta. Je pa tudi to najbrž en način opismenjevanja otrok že
kako lahko sploh dosežejo nekaj v tem svetu, kjer je videti, kot da nimaš nobene vloge, kot da ne moreš nič narediti. Ja, res je. Zdaj, mogoče je to nek uvod v aktivno državljanstvo, bi temu lahko rekli. Jaz poučujem v osnovni šoli tudi predmet domovinska in državljanska kultura in etika in tam otroke navajamo na to aktivno državljanstvo. Po eni strani jih izobražujemo o tem, kako sploh država funkcionira, kako funkcionirajo državne institucije. Po drugi strani jih pa tudi navajamo k temu, da je potrebno biti aktivni državljan, da je treba imeti odprte oči in poslušati stvari, ki se dogajajo okrog tebe, pa se seveda na nje tudi odzivati. Ta zadnji referendum o vodi, ki smo ga imeli, je en fantastičen primer tega, kaj lahko pravzaprav ljudstvo zmore, če se združi in upre in nekaj tudi argumentirano ugovarja. Ja, in kot pedagog, recimo, kot nekdo, ki pač pozna funkcioniranje te mlajše generacije in seveda tudi aktivno soustvarja njihovo, kako bi rekla, njihovo družbeno vlogo, si poln upanja, mogoče za naprej? Kar se podnebnih sprememb tiče, moram reči, da me resno skrbi. Gotovo ste bili pozorni, oziroma si bila pozorna tudi ti na dogajanje v Nemčiji, recimo v prejšnjem tednu na katastrofalne poplave, več kot 150 ljudi je umrlo. Ker se ozračje segreva, je seveda izhlapevanje vode vedno višje, padavinski vzorci se spreminjajo, ekstremnih pojavov, ki so povezani s tem, je vedno več. In že samo podatek, da smo recimo pred industrijsko dobo imeli delež ogljikovega dioksida v zraku, ki je znašal tam nekje, mislim, da okrog 280 delcev na milijon, danes smo že presegli 400 delcev na milijon pri ogljikovem dioksidu. To so enormne vrednosti, nikoli v zgodovini meritev nikoli ni bilo takšnih koncentracij ogljikovega dioksida, kot so danes. Pa še niti slučajno nismo končali, še koncentracije ogljikovega dioksida še kar rastejo iz leta v leto. Tam o letu 2050 govorimo, ko bi naj živeli brezogljično. Tako da ja, prihodnost me skrbi in se mi zdi, da bo potrebno še veliko več tega aktivnega državljanstva, pa ne samo proti oblasti, ampak tudi proti temu grozljivemu nebrzdanemu kapitalizmu, ki mu je popolnoma vseeno za okolje, tudi velikokrat za kvaliteto življenja ljudi, ki mu je cilj samo nekaj, sicer kopičiti kapital, kopičiti denar. Tako da, ja, me skrbi, ampak se trudim biti previdno optimističen. Mislim, da si uporabil en pravi izraz, ja. Ampak verjetno kot pedagog pa vsaj nekoliko morda čutiš, da imaš vsaj neko majhno moč, da stvari malo, vsaj pri otrocih malo, ne vem, izboljšaš. Ja, jaz sem sicer zaposlen v bolnišnični šoli in tam največ časa namenjamo izobraževanju učencev, ki so dolgotrajno bolni. Intenzivno recimo delamo predvsem z učenci iz otroške in mladostniške psihiatrije. In tam moraš biti, se mi zdi, kot učitelj v prvi vrsti predvsem človek, ki zna prisluhniti in prilagoditi učni proces pa način podajanja učne snovi njihovim potrebam, njihovim zmožnostim. Šele na drugem mestu so potem takšne teme, kot so te, o katerih sva govorila. Ampak ja, učitelji imamo v rokah neko pomembno orodje za to, da osveščamo otroke. In poti za to, da osveščamo otroke, je toliko, kot je pravzaprav učiteljev. V Sloveniji rabimo dobre učitelje. Najbolj navdušen bi bil, če bi bili tako dobri, kot so finski, recimo, kjer je treba za to, da postaneš učitelj, opraviti zelo stroge sprejemne izpite in ne more kar vsakdo postati učitelj. Zelo previdno in modro izbirajo bodoče
učitelji. Ja. Tudi pri nas se mi zdi, da bi bilo pametno, če bi kdaj bilo tako. Ja, mislim, da delim tvoje mnenje tudi sama. Igor, mislim, da sva naredila en zelo lep zaokrožen pogovor z neko optimistično noto na koncu. Sva mogoče še kaj pozabila, bi še kaj izpostavil sam? Mogoče bi še izpostavil tisto slikanico. Oprosti, to sva pa malo pozabila. Lucas Makes a Comeback. To je pa slikanica, ki je išla pri ameriški založbi Holiday House. Namreč v tem letu sta išli pri tej založbi 2 slikanici o levorogiju, tako rekoč. Zelo mi je žal, ker nismo mogli tega izvirnega imena rogi obdržati tudi v tej tuji različici. Američani se nekako niso znali identificirati z rogijem oziroma nič jim ni pomenilo, pa so potem zahtevali, da slikanico prilagodimo in tako zdaj otroke o invalidnosti osvešča slikanica Lucas Makes a Comeback, ki je nastala na podlagi slikanice Lev rogi najde srečo. Išla je pa letos pri njih še ena slikanica Lucas at the Paralympics, torej Lucas na paraolimpijskih igrah, ta je pa nastala na tej slikanici, na podlagi te slikanice Rogi nedi na paraolimpijskih igrah in osvešča o športu invalidov. Igor, najlepša hvala, da si se pogovarjal z mano, da si nam predstavil svoje delo in seveda upam, da se še vidiva v prihodnosti z kakšnimi novimi deli. Lučka, najlepša hvala za vabilo. Res me veseli, da smo se po dolgem času znova videla, pa vaš lev rogi je tudi tvoj, ni samo moje. Ja, naš. Tako da hvala. Hvala, Igor, hvala. In seveda vse dobro na nadaljnji poti. Hvala. Tako, dragi gledalci, drage gledalke, upam, da ste uživali v najinem pogovoru. Moram vas še enkrat opomniti, da še vedno poteka Mikov literarni natečaj Splet besed. Jutri in pojutrišnjem pa se bo odvijala tudi literarna delavnica Splet besed, kjer se bomo učili pisanja instant. Tako da, kot sva prej z Igorjem rekla, je mogoče tudi ena lepa izkušnja za vse tiste, ki ustvarjate. Mi se pa vidimo znova čez 2 tedna. Nasvidenje.